mogoče ima Zdaj pečenega vemo, da odbojka. vaši rezultati na tehtanju so bili pri nekaterih malce slabši, ne? Ja, trenera sta me v bistvu poklicala, zaradi tega, ker tehtanje nazadnje ni bilo najbolj uspešno. Tako da sta me prosila za pomoč, da se malo s tekmovalci pogovorimo o tem, kaj v bistvu lahko še naredimo. Zdaj bi tako rekla, prve 2 tedna, no recimo, da sem si jaz nekako zadala, da se sploh prevadimo na to, da imate zdaj neko novo prehrano. Da ste prišli z tega ven, da smo dali cukor stran, pijačo stran, cvrto stran, tako naprej. Zdaj pa treba vedno bolj gledati dejansko, kaj ta hrana je. In če vi hočete precej naporne treninge speljati, bo treba vnašati to, kar je predpisano, oziroma čim bližji približek. Ne spuščati živil, sploh pa ne celih skupin živil. Živimo v prepričanju, da če bomo hrano nehali uživati, da bomo pa kar shujšali. Nažalost, naš organizem ne deluje čistko. Vzpostavijo se določeni sistemi, varovalni, zaradi katerih smo konec koncev evolucijsko gledano tudi preživeli. In takrat se nekako hujšanje ustavi. Če hočeš speljati trening, moraš vnesti potrebno, zaradi tega, da boste lahko sploh trening naredili tako, kot je bil zamišljen. One dva imata preračunane stvari in če te malo me spade dol, ali energije, ali moči, ali koncentracije, konec koncev se lahko ti sam glava več ne dela, pa te več ne moreš slediti, nisi naredil treninga. In premalo hrane, smo že prvo predavanje rekli, isti problem, kot preveč. Se pravi, če želimo hujšati, potem moramo jesti, je pa res, da morajo biti naše izbire pametne, pravilne, ne samo znotraj enega dneva, ampak tudi znotraj posameznih obrokov in tako naprej. 3 stvari so pomembne za dolgoročne rezultate. Prvo je stimulativen trening, za katerega se dogovorna midva z Natašo, pa vi sami na kardiju. Potem je optimalno način prehranjevanja, to je Katja zaslužena, in vi, ko v bistvu nas ni zraven, in počitek. Ko je to zagotovljeno, potem lahko dolgoročno pričakujemo rezultate v pravo smer. Kaj Maja te skrbi? Vem, da je Maja tip, ki jo zelo skrbi, da bi izpadla, in jaz jo hočem malo sprostiti, ker to ni dobro za njen proces hujšanja. Nimam take potrebe po ogljikovih hidratih, enostavno nisem utrujena, nisem zaspana, pač treninge naredim normalno, pa Nataši na top in to je to. Sadja sem se odločila izločiti zato, ker se mi zdijo pač to nepotrebni ogljikovi hidrati. Že tako so zelo nizke količine, tudi na jedilnikih predpisane. Načeloma so pa tiste, ki pa so ogljikovih hidratov, so polnozrnate variante.